Dobro jutro, dober dan, ekipca. Čakam mogoče kakšen trenutek še, da se pojavi še nekaj iz ostalih zaspancev. Moje ime je Marko Lukan, na to ste se zdaj že navadili. Tole, čemur boste priča v naslednjih zelo intenzivnih 30 minutah, pa bo jutranji vrtiljak z mavrico modrih misli, zelenih nesmislov in rdečih strasti. Danes kaj dost ne bomo filozofirali tja v dim, tja v 3 dni, ker imam pripravljeno nekaj programa, ki ga bo kar težko stiščati v te dovoljene minute, ki jih Zoom ponuja. Zato bom kar malo pritiskal, bom kar malo poskušal pohiteti, tako da me ne bo vse skupaj prehitelo, da mi ne bo zmanjkalo Zooma. Torej, začnemo jutro z nekaj minutami hvaležnosti, morda jih danes ne bo 10, morda jih bo kakšnih 7, 8. V tem času je seveda dovolj priložnosti, da si zapišete osnovne hvaležnosti, ki jih čutite. Ne jih bo 3, 7, 9, 12 ali kakšno podobno ljudsko število, tako vsaj počnem jaz. Zato zdajle kar začnemo, slišimo se čez kakih 7 minut, recimo, jutranje hvaležnosti. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be near you, to be free. Forever
tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, heart. If I stand all alone, will the shadow hide the color of my heart? Blue for the tears, black for the night's fears. The stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. No, takole, jaz sem s svojimi jutranjimi hvaležnostmi zaključil. Za zdajle, jaz jih sicer še tekom dneva vedno dodajam, kar sproti, tiste, za katere mi pade na pamet, da jih je treba zapisati, tako da se jih vsak dan kar precej nabere. Tisti med vami, ki še niste zaključili, seveda v miru zaključite. Mene se mi zdi, da me bo malo čas preganjal. Sinoči sem se pripravil na današnjo epizodo Kremenčkovih še posebej dobro. Zelo intenzivna bo, ker danes imam en poseben program. Glede na to, da sem vam v prejšnjih tednih predstavljal nekaj osnovnih kristalov, kamnov, ki jih imam pri sebi, tudi pri trgovanju, recimo takle citrin, ne. Zdaj ste bolj mojo roko videli kot citrin, tigrovo oko in še nekaj ostalih, ki sem vam jih predstavil, je danes ena posebna priložnost, glede na to, da se je včeraj zgodilo nekaj, česar sem si želel, in bom zdajle v nadaljevanju povedal več. Upam, da se slišimo dobro. Se slišimo dobro? Ok, Barbi, hvala, Andrej, hvala. Alenka, zdi se mi, da ti je bila tale glasba zdajle zjutraj zelo pri srcu, delovala si tako da me veseli, da vsaj enemu poleg mene, jaz vsako jutro najdem eno drugo glasbo, tako, ki se mi zdi, da bi bila primerna, vem pa, da mogoče komu mlajšemu ni. Barbi me gleda precej zabodeno, ker češ, kaj pa to za ena glasba, ampak evo, takale je v tem jutru. Ok, gremo kar k epizodi Kremenčkovih, in sicer danes bi govoril o eni posebni stvari. Namreč, začel bom z življenjsko energijo. Ni treba biti preveč pameten, da lahko rečemo, življenjska energija je izrednega pomena za življenje, tako fizičnega kot tudi eterskega telesa, a ne. To je energija, ki omogoča življenje vsem živim bitjem na tem planetu. Če rečemo, da imamo v sebi eno energijo, pač je to povsem jasna stvar. Življenjska energija, to je pojem, ki nikakor ni odkritje sodobnega človeka. Skozi zgodovino so jo v različnih tradicijah
spoznale tudi nekatere druge civilizacije. Lahko smo jo srečali pod imeni, kot so prana, čiči, mana, orenda tudi, danes pa temu najpogosteje rečemo orgon, torej življenjsko energijo imenujemo z orgonom. Orgonska energija je torej vse prežemajoča in vse povsod prisotna energija. Prvi o tej energiji je pred desetletji, ni še stoletje, ampak pred desetletji govoril avstrijski znanstvenik, psihoterapevt, celo učitelj Sigmunda Freuda, Wilhelm Reich. To je bil en dosti zanimiv gospod. Jaz sem si včeraj vzel kar precej časa, da sem malo se podučil o tem gospodu. Wilhelm Reich je bil en tak, na nek način tudi kontroverzen znanstvenik, večkrat aretiran zaradi svojih početij. Ne vem, če je kdo od vas bil pozoren, ampak pred jutranjo budnico Nece Falk smo danes imeli eno pesem, ki se ji je reklo Cloudbusting. Zakaj omenjam v zvezi z Wilhelmom Reichom Cloudbusting? Ker je to dejansko zgodba o Wilhelmu Reichu. Ena od njegovih področij je bila tudi raziskovanje tega, kako človek lahko vpliva na vreme. Zdaj jaz verjamem, da danes ljudje znamo vplivati na vreme. Wilhelm Reich je v eni izmed epizod svojega življenja, ko je živel v ZDA, nekoč bil plačan od dveh velefarmerjev, da ne ima nad njuno posest privleče dež. Wilhelmu Reichu je to uspelo, je dobil honorar za svoje početje, rešil je tiste dva farmerja pred sušo. Zdaj je bilo to naključno, ali je bilo to res posledica delovanja Wilhelma Reicha, je seveda diskutabilno. Človeka so, tako kot je to v navadi, zaradi njegovih čarovniških poskusov tudi aretirali in tudi to v videu za Cloudbusting, ki ga je pred 30 leti posnela Kate Bush. Se da vse zelo dobro videti. Noter igra pa tudi Donald Sutherland, znameniti britanski igralec. Skratka, dosti debate o glasbi Kate Bush. Zakaj govorim toliko o Wilhelmu Reichu, je pa razlog v tem, da sem včeraj prejel, če sem vam prej govoril o hitičih iz življenja kristalov, to so bili tigrovo oko, citrin, pirit in takele stvari. So bili tisti hitiči, potem vam danes predstavljam Greatest Hits, tako rekoč superstara med kristali. Special guest star, ladies and gentlemen, this is Orgonite, po domače povedano orgonit. Slovenska beseda za tole je orgonit. Takle orgonit je generator oziroma, če mu rečemo tako, transformator življenjske orgonske energije. Obnaša se kot akumulator, vase vsrka energijo iz okolja in jo skozi kaos v orgonitni osnovi transformira v čisto orgonsko življenjsko energijo. Na ta način prečisti z vibracijami vgrajenih kristalov. Upam, da to vidite, noter so 4 kristali. Torej, na ta način orgonit prečisti, napolni, zaščiti in harmonizira bivalno in delovno okolje, pa tudi naša telesa. Zdaj, takle orgonit seveda ne zraste v naravi kar sam od sebe, ampak ga je treba narediti. Tole je zmes, ki jo sestavlja 50% kovinskih ostružkov. Če dobro pogledate, vidite, tukaj spodaj so in v večjih plasteh so kovinski ostružki in 50% smole z dodatkom kristalov. Torej, tole ta prozorna snov je smola, noter so pa tako, če dobro vidite, kristali. Ker smola vsebuje ogljik, ogljik je pa organska materija, ima tale orgonit zmožnost, da privlači in akumulira orgon, medtem ko kovina je pa anorganski material, istočasno in privlači in odbija orgon.
Zdaj, taka kombinacija ustvari kaotično polje, v katerem se orgonska energija dobesedno razstavi in se pri izhodu iz orgonita vrne nazaj v svoje naravno ravnotežno stanje kot pozitivni orgon. Torej, tole akumulira, razstavi in vrne nazaj v svoje okolje pozitivni orgon. Kristali v tem orgonitu imajo zmožnost povečevanja svojega delovanja oziroma konverzije negativne energije v pozitivno, istočasno pa obarvajo izhodno energijo s svojimi karakteristikami oziroma vibracijami, ki jih imajo. Zdaj, če ste me prejšnji nekajkrat pozorno poslušali, sem vam v vsakem kristalu, ki sem vam ga predstavil, povedal, zakaj in kako deluje, na katere stvari ima vpliv. In takle orgonit si daste lahko izdelati s kristali po svojih željah. Torej, danes ne bo časa, ampak da bi podrobno razložil, zato povem samo to, da je v mojem orgonitu, ki sem ga dal izdelati načrtno, noter oniks, aragonit, sodalit in hematit. Hematit je na vrhu. V naslednji epizodi Kremenčkovih bom natančno razložil, zakaj točno ti 4 kristali v mojem orgonitu. Torej, če tako še enkrat začnemo, orgonit ima več slojev smole in kovine, zaradi česar zelo močno privablja orgonsko energijo. Poleg tega opravlja tudi pomembno funkcijo konvertiranja negativnega orgona v pozitivni orgon, kar takale reč počne 24 ur na dan, normalno, brez kakršnega koli napajanja, ne. Tole se nikamor ne priključi, takale reč ne potrebuje vzdrževanja in napajanja. Zaradi tega se takle orgonit pogosto uporablja v negativnem energijskem okolju, ker za svoje pogonsko gorivo uporablja negativni orgon in tekom dneva se pri vsakem od nas nabere nekaj negativne energije, ali jo mi zaznavamo ali ne. Mogoče jo imamo v sebi, mogoče nam jo prinese kdo drug ali pa kakšen dogodek in takle orgon za svoje pogonsko gorivo uporablja negativni orgon. Najbolj pogosti naziv za takole reč je orgonski generator, ker ima funkcijo, da pač ta negativni orgon generira in pretvori v pozitivno orgonsko energijo. Zdaj pa še to, kristali, ki so v orgonitu, v mojem primeru sem vam povedal, kateri 4, ne potrebujejo čiščenja kot navadni kristali, ker tale kristal recimo je potrebno vsake toliko časa umiti pod tekočo vodo. Kadar je polna luna, ga nesem ven na balkon in je celo noč zunaj in vsi ostali kristali isto. Kristali v orgonitu pa čiščenja ne porabijo, ne potrebujejo, ker se v procesu konverzije iz negativnega orgona v pozitivni orgon ti isti kristali hkrati že čistijo. Zaradi tega, ker počne takle orgonit, se lastnosti kristalov znotraj njega večkrat povečajo, gre pa zaradi tako imenovanega piezoelektričnega efekta, ki se v tej mešanici sestavin pojavlja znotraj samega kristala. In takole v orgonitu dejansko kristal povrnemo v stanje in v njegovo moč, kakršna je bila v naravi pred izkopavanjem. Zdaj, orgonit, tako kot sem povedal, se aktivira, ko je v okolici prisoten negativni orgon, torej bi lahko rekel, da negativni orgon, pogonsko gorivo za orgonit, to je nekako tako, kot imajo gozdovi za, če tako rečemo, pogonsko gorivo, ogljikov dioksid, ki je za človeka izredno škodljiv, ne. Gozdovi ga, če malo popreproščeno rečemo, pretvorijo pa v človeku pozitivno stvar in potrebno stvar, to je kisik, tako da nekako na ta način deluje tudi orgonit. Delovanje orgonita je lahko zelo blago, do nekaj 10 cm razdalje od njega, pa do 50 in več kilometrov, seveda malo večji verziji, kot je tole, obstajajo dejansko orgonitni cloudbusterji in to je tisto, o čemer sem vam govoril prej, takle stožci,
lahko vplivajo menda tudi na vreme. Jaz povem tisto, kar sem prebral, seveda pa tega nisem še nikoli videl, tudi preizkusil ne. Zdaj, orgonit ima naslednje sposobnosti. Vzpostavi energijsko, mentalno in duhovno ravnotežje in jaz smatram, da to tudi pri trgovanju pride lahko zelo prav. Orgonit vzpostavi energijsko ravnotežje prostora, v katerem človek prebiva. Tako ravnotežje je običajno moteno, predvsem zaradi različnih sevanj in drugih negativnih vplivov iz okolja. Orgonit uravnava in polni energijsko polje, če tako rečemo auro, in energijske centre, drugače povedano čakre. Orgonit omogoča mirnejši spanec in globlji počitek preko noči in skrajša čas potrebnega spanca, torej če imate prekratek dan, vam bo takle orgonit pomagal, da boste imeli nekaj manj spanca, povsem dovolj. Potem boste pa imeli več časa za aktivni del dneva, ne? Orgonit emotivno umiri in pomaga pri premagovanju depresije, žalosti in strahov, deluje antistresno, omogoča umirjanja in boljša razpoloženja. Orgonit vzbudi duhovno zavest in ljubezen do sebe in bližnjih, harmonizira tudi medčloveške odnose. Krepi psihične in duhovne sposobnosti, prebuja kreativnost, deluje na sposobnost boljšega spomina in hitrejšega učenja ter ščiti pred negativno energijo drugih ljudi. Zdaj, v te stvari seveda lahko verjamete ali ne. Konec koncev razmišljal sem o tem, da tudi če takale stvar ustvari samo placebo efekt, verjetno večina od vas ve, kaj je placebo efekt, nekaj, kar se nam dozdeva, da ima učinek, torej tudi če ima orgonit samo placebo efekt, konec koncev naredil svoje naloge, jaz tako verjamem. Kar se tiče zdravja, pri izboljšanju zdravja nas orgonit ščiti pred elektromagnetnim sevanjem. V naših življenjih imamo zdaj seveda polno računalnikov, televizorjev, mobitelov, mikrovalovnih pečic in vse ostale elektronske opreme in vsa ta oprema seva. Takle orgonit nas ščiti pred tem sevanjem, ščiti pa nas tudi pred sevanjem podzemnih voda in kozmičnim sevanjem, je seveda ves čas prisotno. Orgonit podpira in krepi imunski sistem, pomaga pri energijskem obnavljanju organizma, kar je še posebej pomembno pri okrevanju po kakšnih operacijah in kroničnih boleznih. In mogoče ta podatek komu pride zelo prav, takle orgonit zmanjšuje hiperaktivnost pri otrocih. Torej, mogoče malo nožka vzeti, malo narezati, dati en košček v juho hiperaktivnemu otrocu, pa boste danes popoldan imeli kakšno bolj mirno urico, tako da orgonit je top shit. Zdaj, ko smo ravno pri hrani in pijači, orgonit dejansko deluje pri izboljšanju kvalitete hrane in pijače in vzamem nazaj tisti nasvet, torej ne ga dati v juho, deluje drugače na energijskih nivojih. Torej, orgonit organizira vodo in jo napolni s prepotrebno življenjsko energijo, s čimer izniči negativne efekte, ki jim je voda v vodovodih izpostavljena. Vemo, da so vode danes močno klorirane, tečejo po kovinskih ceveh in tako naprej in valjda fašejo nekaj teh vplivov v svojo sestavo in mi pol to pijemo. Skratka, orgonit vam bo pomagal pri čiščenju vode. Orgonit izboljšuje okus hrane in podaljšuje rok njenega trajanja, odstranjuje škodljive posledice eventualnih aditivov, kar je tudi zelo pomembno, današnja hrana je polna aditivov in strupov, torej orgonit odstranjuje posledice teh aditivov in strupov iz hrane in pijače. Zdaj, po izkušnjah drugih nemalo ljudi je pričalo o izboljšanjih pri boleznih dihalnih organov, med njimi tudi astme, pa artritisa, depresije, nespečnosti, kroničnih nočnih mor, migren, sindroma kronične utrujenosti, shizofrenije, hipertenzije in še marsikatere druge fizične težave,
Potem so poročali, da jim je orgonit blažil te stvari oziroma jih celo odpravil. Ko orgonit enkrat vzpostavi energijsko ravnotežje prostora, je človeku omogočeno, da vzpostavi tudi svoje osebno energetsko ravnotežje. Skratka, ponujena mu je zmožnost, da se lahko praktično sam ozdravi. Če verjamete v to, jaz verjamem, da je človekovo telo sposobno samo ozdravljenja. Orgonitni stožec je najidealnejša oblika za uporabo v bivalnih in poslovnih prostorih, mogoče tudi v avtu, usklajujejo ravnovesje energij v prostoru in ustvarja pozitivno vzdušje. Glede na vibracije vgrajenih kristalov, ponavljam, vsak kristal ima svoje lastnosti, nas orgonitni stožec lahko ščiti pred sevanji vseh vrst, istočasno pa ugodno deluje na naše zdravje in počutje. Zdajle, takle orgonit pride tudi v drugih oblikah, niso izključno samo stožci, Lahko si omislite orgonitno piramido. Zdajle nisem čisto prepričan, je ali je štiristranska, mislim, da je štiristranska, in taka piramida je zelo pomembno, kako jo postavite v prostor. Ena od ploskev mora vedno biti obrnjena proti severu. Zdaj, če je štiristranska piramida, se zdi logično, da je vedno ena stran obrnjena proti severu, ampak če tako pomislimo, to ni nujno res. Mogoče smo proti severu obrnili vogal, torej kot tiste piramide, rob, oster rob. To pa ni dobro, ker ne deluje tako, kot bi morala. Kratka, zato sem si jaz raje izbral stožec, ker v vseh straneh, na vse strani deluje enako in enakomerno. Lahko si omislite tudi kak orgonitni podstavek, ali pa obstajajo tudi recimo orgonitni podstavki za nevtralizacijo sevanj mobilnih telefonov. Tako kot sem že prej omenil, večina sodobnih stresov je posledica uporabe elektronskih naprav in se imenuje elektromagnetni stres. V nekaterih primerih ji rečejo elektronski smog. Mi tega smoga seveda ne moremo videti, vendar vpliva na nas in se odraža tudi v obliki jeze, razdražljivosti, v nekaterih primerih pa letargije, anemičnosti in utrujenosti. Trenutno ne obstaja, po mojem vedenju, nič boljšega na svetu, kar bi lahko tako učinkovito nevtraliziralo zgoraj naštete vzroke za težave. Torej nič boljšega, kot je prav orgonski generator in transformator življenjske energije. Na naše zdravje zelo škodljivo vpliva tudi spanje na mestih, kjer so podzemne vode in škodljiva sevanja iz vesolja. Vozlišča teh sil pa delujejo celo rakotvorno in ustvarjajo vrsto degenerativnih bolezni, ker pač izčrpajo telesno energijo človeka. Posledice pri našem organizmu niso vidne takoj, imunski sistem človeka je zelo, zelo močen in je praktično zgrajen za to, da se upira takim vozliščem in zdrži kar dolgo pri kompenzaciji naštetih negativnih vplivov, ampak vsak tak organizem pod vplivom premočnih energij prej ali slej, če rečemo v narekovajih, poči. Zato mu takle orgonit pomaga. Najboljše učinke pri uporabi orgonita dosežemo tako, sicer da svoj bivalni prostor opremimo z mrežo 4 orgonitnih stožcev, torej v vsak vogal enega, pa enega večjega orgonitnega stožca ali pa recimo orgonitnega podstavka na sredini prostora, če seveda imamo to možnost. V vsakem primeru pa je menda, jaz tega nisem opravil, pametno in modro pred instalacijo take energetske mreže opraviti temeljit radiestezijski pregled. Na ta način preprečimo kakršnokoli možnost delovanja negativnih sevanj na nas in naše okolje. Že v kratkem času pa bomo čutili in opazili pozitivne spremembe. Zdaj povem takole. Tole je model za izdelavo tegale orgonita, je bil Martini kozarc, veste, James Bond pije iz Martini kozarca. Takale reč zadostuje za ustvarjanje in čiščenje in generiranje energij v tja do 35 kvadratov v velikem prostoru
Torej, jaz ga imam v dnevni sobi zagotovo zadost. Ne bom delal mreže 4 plus 5 na sredini, ampak tale orgonit pokrije moj prostor z lahkoto. Lahko ga pa zvečer nesem tudi v spalnico, pa bo pokrival še spalnico, ne. Dajmo še kakšno reči o zdravju in vitalnosti. Z uporabo orgonitov se naše telo napolni s čisto življenjsko energijo, obogateno z vibracijami vgrajenih kristalov, ki aktivira vse naše akupunkturne točke in polni meridiane z energijo. Postopoma odpravlja blokade na duhovnem, duševnem in fizičnem nivoju. Najpogostejša reakcija je občutek blažene toplote, ki jo lahko najprej začutimo v dlaneh in med prsti, nato pa po nekaj dneh uporabe še po celem telesu. To v zvezi z dlanmi in prsti lahko potrdim. Vse psihične napetosti popustijo v nas in v prostoru zavlada prijetna umirjenost in harmonija. Če imamo kakršnekoli blokade ali pa bolečine, se bodo le-te v kratkem času občutno zmanjšale ali pa morda celo povsem izginile. V te namene, preverjam, če me zbrano poslušate, v te namene lahko orgonit tudi polagamo na obolela mesta. Zdajle vskočimo v razlago s pojasnilom, če nam zmanjka